Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, kjer se danes potapljamo v nekaj, kar nas spremlja vsak dan, pa se mogoče tega sploh ne zavedamo. Danes bomo govorili o glasbi, o zvoku, natančneje tudi o frekvencah in o tem, kako močno vplivajo na naše telo, na naš celo na naše odnose. Zato vas danes vprašam, dragi gledalci, kdaj ste nazadnje poslušali glasbo, ki vas je spravila v jok, ali pa vam je morda povzročila kurjo pot, ali pa ste se nenadoma zaljubili, mogoče ne v človeka, ampak v življenje samo. Sem Rebeka Gerbec in z mano tukaj danes Laura Kmetič, dvojna magistra glasbene in pevske pedagogike, akademska operna pevka in strokovnjakinja za zvočno terapijo, vibracije ter glasbeno resonanco. Laura, lep pozdrav. Dober dan. Tako. Najlepša hvala, torej, da si danes z nami. Mi dve vam danes obljubiva, da nas čaka ena zelo zanimiva oddaja, ki bo nad povprečjem, torej vsaj frekvenčno. Absolutno. Tako, ok. Pa greva dalje. Torej, kaj sploh zvok je, kaj so frekvence in kako jih čutimo, Laura? Dajmo začeti pri začetku, torej zvok, frekvenca, vibracija. To torej ni nekaj, kar zgolj slišimo z ušesi, ampak je nekaj, kar tudi zaznamo. Ja. Zakaj nas včasih en sam ton premakne, v nas nekaj zbudi? Dajva mi dve začeti na začetku. Prvo vprašanje, ki si mi ga danes postavila, je bilo, kaj je zvok. Zdaj, če pogledava z neke strokovne plati, zvok je mehansko nihanje materije, ki ga naš slušni sistem zazna. V bistvu je zvok en longitudinalni val, kar pomeni, da se ti delci, ki nihajo, širijo v smeri, v katero potuje ta val. Zdaj, če mi dve to malo bolj po domače povemo, Ja. pomeni, da si ti predstavljaš en val, ki se v bistvu širi in krči, in to naš slušni sistem zazna kot ton. Ja. Seveda pa imamo potem nek slišni spekter ljudje, ne? In recimo slišni spekter takih frekvenc, ki jih mi slišimo vsak dan, je med 16 Hz do 16 tisoč Hz. Torej, karkoli je pod tem, mi tega ne slišimo, se imenuje infrazvok, in karkoli je nad tem, tudi tega ne slišimo, Ja. in se to imenuje ultrazvok. Je pa res, kaj si prej povedala, da frekvenc ne samo, da jih slišimo, ampak jih tudi čutimo. Zdaj, če ti dam en primer recimo iz tvojega otroštva. Ja. Ko si kdaj bila na morju, ne, pa si bila majhna deklica, si kdaj metala kamenčke v vodo? Žabice, seveda. Si, ne? Ja. Si metala. Ja. No, in se spomniš takrat, ko si vrgla kamenček v vodo, ne, in je ta žabica nastala, je to začelo poskakovati. Ja. Kaj se je zgodilo z vodo okoli? Kak je izgledalo? Mislim, tresla se je, ne? Ja. Absolutno. In zato, ker je naše telo sestavljeno iz približno 70% vode, si lahko predstavljaš, ne, glede na te izkušnje, ki si jih imela kot deklica, kaj to naredi z našim telesom. Ne? V bistvu res vse vibrira. Adijo, zelo, mislim, dober primer tudi ta z žabicami, no. Ja. Jaz dajem veliko vrednost glasbi, torej glasba je del mojega vsakdana, zato mi je tudi ta tematika zelo zanimiva in te bom danes kar izmolzla s temi vprašanji, ker vem, da znaš, ker že te besede, ki jih uporabljaš, povejo, da veš veliko več kot mi, ne vem, normalni smrtniki, ki tega nismo študirali, ampak vseeno, glasba ima velik vpliv na naša življenja, tudi ne nazadnje na odnose, na čustvovanje. Ne vem, en primer iz mojega življenja, pa sem prepričana, da je življenja marsikoga. Glede na razpoloženje si daješ glasbo za poslušati. Ne vem, ko si mogoče kaj slabe volje, pašejo tiste bolj mirne. Absolutno. Ko si boljše volje, pašejo tiste bolj poskočne. No, mene to ful razživi. No? Ja. Mi glasba vpliva na razpoloženje zelo. Ne? Ok, veš, kaj me tudi, na primer, zelo fascinira? V antičnih kulturah so uporabljali zvok za zdravljenje. Pitagora, na primer, veliki matematik, naj ne bi bil samo matematik, tudi on bi naj na tem področju marsikaj odkril. Ja. Je tako? Ja, je tako. Dajva začeti midve pri Starem Egiptu, ne, ki si že omenila antične kulture. Recimo v Starem Egiptu so imeli neke točno določene specifične napeve in tudi točno določene specifične inštrumente, ki naj bi imeli zdravilno moč. Pa še ena zanimivost, recimo, ne, piramide. Po nekaterih pričanjih naj bi bile piramide tako akustično zgrajene, da je v bistvu bilo možno zdraviti s pomočjo resonance. Okay. To so bili Egipčani. Ne? Potem, če pogledava recimo te kitajske zdravilce, tudi oni so z raznimi napevi zdravili organe, predvsem naše organe, ne, ki so v telesu. Recimo en tak primer je Qigong, ki še ga danes uporabljamo, ne, ta tehnika. Ja. Potem, če pogledamo indijsko ajurvedo, recimo, ne, vsi poznamo ta te mantre,
Tudi oni so uravnavali predvsem čakre, ne, to se gre predvsem za čakre z temi mantrami. In to se v bistvu počne še dan danes. Ne. Zdaj, če pogledava Pitagoro, ki si ga omenila in super, da si ga, v bistvu Pitagora je v današnjih časih tretiran kot en oče glasbene terapije, mogoče pionir, ne, ki je s tem začel. Ja. Da, kaj je on naredil? On je raziskoval v bistvu, kako so frekvence in zvok med seboj matematično povezani. Ne? Ja. In kaj je on naredil? On je izumil en taki inštrument, eno tako orodje, ki se imenuje monokord, ki je izgledal kot ena taka v bistvu škatlica z eno struno. In on je s tem dokazal, da je višina zvoka absolutno odvisna od dolžine strune. In od tam ven v bistvu potem izhajajo tudi vse te vibracije in tako naprej. In zraven tega, ne, je bil v bistvu zagovornik ene teorije, ki se ji v nekem takem bolj strokovnem žargonu, rečemo temu tak, reče muzika universalis. Ja. Kar v bistvu pomeni, njegova teorija je bila, da se vsi planeti in vse zvezde med seboj gibljajo v nekih razmerjih, ki ustvarjajo eno tako neslišno harmonijo. In ta neslišna harmonija, seveda, to ni nobena glasba, ki bi jo mi lahko dojemali, ampak ta harmonija iz vesolja, recimo temu tak, potem pozitivno vpliva na ljudi in na te harmonične razmere, ki jih imamo v naravi. Tako da on je bil absolutno tisti prvi, ki je v bistvu začel govoriti o tem, že takrat. Strašno zanimivo, ne? Mislim pa Pitagora, naprimer, jaz še nisem slišala omembe, kak glasbeni pionir je on bil, ne? V druge vode so ga nekako dali, ne? Ja. Ampak dobro, vse nasplošno vemo, da glasba je koristna, da pomaga, kot neke glasbene terapije, tega pa še nisem toliko zaznala, ne? Čeprav jo izvajam vsak dan sama sebi, ne? Ok, zdaj pa tako, Laura, ti si operna pevka, jaz vem, da tvoj glas prevzame, me pa zanima, zakaj. In zanima me tudi, kako vpliva glasba na odnose. Rekla si, da vpliva na cel svet, vpliva na vodo, posledično seveda na naše telo, ampak kako glasba vpliva na odnose? Glasba vpliva na odnose, zdaj, če se navežemo, zakaj v bistvu ima glasba toliko močen vpliv na ljudi, je zato, ker se pojavi v bistvu o poslušanju glasbe en izjemno zanimiv pojav, in sicer skoraj vsi možganski centri se aktivirajo naenkrat. In ni veliko aktivnosti na tem svetu, ki bi lahko dosegle tak efekt. Zraven tega, da se aktivira toliko možganskih centrov naenkrat, se ustvarjajo nove sinaptične povezave. In glasba direktno vpliva na naš limbični sistem, ki je naš center v bistvu čustev. In tako kot si rekla, včasih slišiš neko glasbo in te kar odnese mogoče v neko situacijo, kjer si bila vesela, ali pa tudi žalostna. Ne? V bistvu funkcionira v eno in v drugo smer. In še ena zanimivost, recimo, če recimo ti poslušaš enako glasbo, recimo, da bi si zdaj mi dve dali predvajati enako glasbo, ne? Bi se v nekem trenutku najni možganski valovi uskladili. In tukaj imamo v slovenščini celo frazo, ne, da si na isti valovni dolžini z nekom. Ja, a to je to? To je to. Aha, okej. Vem, da to, mislim, večkrat to rečem, ko vidim, da se z nekom razumem, da gremo v isto smer. Torej, čakaj zdaj malo, če si damo zdaj mi dve isti komad gor, pa mu prisluhnemo, pa bom rekla tako, da se mu predama, smo na isti valovni dolžini. Tako, smo na isti valovni dolžini tudi. Pa ziher se ti je kdaj zgodilo, da si šla nekam, pa si nekoga spoznala in sta kliknila. Ja, pač klikneš, ja. Se pač ujameš. Ne veš, zakaj, ne? To je točno ta pojav. Ful zanimivo. Okay. Je pa še nekaj zanimivo, se že cel čas gledam, pa ne vem, kaj imaš tam neko pijačo pripravljeno ali kaj imaš, ampak ne, se hecam, se vem, tisto tam so, Laura, glasbene vilice. Prosim, pojasni nam in tudi meni, kaj to je, zakaj se to uporablja. Ok, glasbene vilice jih vidimo tukaj. To je v bistvu eno tako kovinsko orodje ali pa pripomoček, rečemo temu tako, ki je uglašen na neko določeno frekvenco. Zdaj, te glasbene vilice se uporabljajo za dajanje intonacije. Torej, če bi jaz zdaj želela tebi nekaj zapeti, pa bi rabila en ton, pa ga nimam od kje vzeti tukaj danes, ne? Udarim in slišim 440 hercov, kar je v tem trenutku še zmeraj komorni ton, kar pomeni, da se večina orkestrov po vsem svetu oglašuje na 440 hercov. Zdaj, ta zadeva se v današnjih časih uporablja predvsem za to. Če pa pogledava nazaj, ne, v zgodovino, se je pa uporabljala tudi za marsikaj drugega. In sicer bila je diagnostično orodje, predvsem za ugotavljanje motenj sluha. Torej, takrat, ko še ni bilo vse te mašinerije, ne, se tako izrazim, v bistvu so uporabljali to, da so videli, v katerem slišnem spektru človek ne sliši, kje je težava. Po drugi strani se je pa uporabljalo tudi za zdravljenje, zato ker v bistvu to oddaja eno zelo čisto frekvenco in ko pride v telesu do nekih neravnovesij, ne vem, vzamemo za primer jetra. Se ti poruši ravnovesje v jetrih in oni so takrat
vedeli, karikiram, Ja, ne vem tega, ja. pa karikiram, ne vem, da recimo frekvenca 520 uravnava neravnovesja v jetrih. Ne? In so ti v bistvu prislonili glasbene vilice in s temi vibracijami, ne, o katerih smo prej govorili, Ja. žabice, voda in tako naprej, so v bistvu uravnavali ta neravnovesja. So v bistvu tudi torej zdravili v bistvu, ne, po eni strani s temi glasbenimi vilicami. Zdaj pa, da jaz pokažem, ne, iz prve roke, Ja. kako ta zadeva funkcionira. Jaz Okej. danes tu nisem prinesla pijače, čeprav ne, včasih pa še kaj spiti tudi. Ampak danes imamo tu prazen kozarec z eno plastično folijo in gor sem posipala zrnca soli. Evo, kamera je že priblizala, teda super, Tako. se bo lepo videlo. Zdaj bova mi dve videli tu v bistvu, ne, kaj se zgodi, ko pride do vibracije. Ja. Zdaj, ne, gledalci in gledalke si lahko to predstavljate kot katerikoli organ v vašem telesu in bomo zdaj tu ponazorili, kaj dejansko se zgodi, ko pride do vibracije oziroma do načela resonance. Pa da jaz zdaj to aktiviram. Ok, pa poglejmo zdaj. Evo, O, kaj si ti, no, ne vem zdaj, koliko se je to slišalo po kameri, ampak to prav zavibrira. prav zavibrira, absolutno zavibrira in se zelo dobro vidi, ne, kak v bistvu, Ja. kaki efekt je, So se kako zelo hitro premaknila, se ja. premakne. No. In v bistvu to nam je zgovoren dokaz, da frekvence absolutno vplivajo na naše telo. Tako da ni to nek, bom rekla, lari fari ali pa nekaj, kar pač si misliš, ko včasih daš, ne vem, si nek komad gor, pa se dejansko boljše počutiš. Je to možno, to znanstveno možno. Ja, vidiš. Oh. Zdaj nismo glih izvedli čisto znanstvenega Dobro, poizkusa, ja, ampak ja. imamo pa en taki ja, zgovoren dokaz. da Požiram bi te dejansko- stvari, no, Pa res jaz tudi zanimivo. mislim, da vsi gledalci ne, so definitivno doživeli to, da pač določena glasba jih postavi v totalno drugo stanje. Pa spominjate tudi, ne? Ja. Jaz vem, ko se včasih kako glasbo kje slišim, pa se spomnim, spomine imam vezane na neke melodije, ne? Ja. In jih potem s tem tudi. In te dobesedno ponese, ne? Ja, ja, točno. dobesedno te ponese. Tako te zna tudi von, ne nazadnje, ne, ampak je to Tudi. spet nekaj drug spekter. ja. Zelo zanimivo. No. Okay. Torej, glasba nas lahko spravi v dobro, lahko nas spravi tudi v slabše razpoloženje. Tudi, seveda. Dajmo se te zdaj malo dotakniti durov in molov, smo spet na tvojem področju akademskem. Zakaj nas torej eni toni razveselijo, drugi pa naredijo bolj otožne? Ja, v bistvu tukaj mi v našem, rečemo, zahodnjaškem svetu ne, ločujemo med durovimi in molovimi lestvicami. Zdaj tu je treba povedati, če bi recimo mi dve bile vzgojeni v neki drugi kulturi, Ja. mogoče temu ne bi bilo tako, ne, ampak dajmo se mi dve osredotočiti na to, v čem smo mi Kje v smo, tem trenutku tako, vzgojeni. ja. Ne. V bistvu je splošno znano, da durove lestvice nekako nas razveselijo, Ja. so take sončne, tople, prijetne, ne. Medtem ko molove lestvice so pa malo bolj melanholične, otožne, Ja. umirjene. Ne? Zdaj, zakaj je temu tako? Če pogledamo iz glasbene teorije, ne? Ja. Obstaja en interval, ki se mu reče terca. Ne? In ta terca je torej razmerje med prvim in tretjim tonom v lestvici. Okay. In pri durovi lestvici je ta terca velika in zato ima taki efekt veselja. Pri molovi lestvici je pa ta terca mala. Ti bom zdaj zapela eno durovo, pa eno molovo lestvico, pa mi boš potem sama povedala. Ok, če se si- pripravim. Če si slišala Okej, razliko. okej. Okej, torej, durova bi bila. To je dur. Okej. In potem prideva do mola. Ja, takoj se sliši. Je, ne? Ja, takoj se Izjemno. zazna. En je bil namesto pa se zazna, ne? Takoj, ne? Tako je neki efekt spodbudi to. Meni je to strašno zanimivo, res, ker se pravi, ne vem o tem dosti, jaz se v šoli teh stvari nisem učila v tako globino, čutim pa, da je nekaj na tem, ne? Čutim. absolutno. In- Pa dajva še o tem povedati, glasba recimo, ne, kaj zelo močno, kaj je v glasbi, so v bistvu razmerja med disonanco in konsonanco. Ne. Torej, disonanca je nekaj, kar nas boli, kar Okej. kot da bi se malo ribalo, mi rečemo na Ja. Štajerskem, ne, tako trenje ustvarja in potem konsonanca pa v bistvu vse to skupaj razveže. Ja. In ta razmerja, ne, medtem ko boli in medtem ko se razveže, je v bistvu ta neka magija glasbe. Ne. Ja. In zdaj, če pogledamo še malo nazaj, tam smo že dosti govorili o preteklosti, pa še malo bomo. Ja, ne. ja. Jaz v tem trenutku delam magisterij iz stare glasbe, tako da recimo me zelo zanima, predvsem v tistih časih baročnih, ne, Bach in Ja, ti ostali ja. skladatelji, ne, oni so veliko delali z afekti. Torej, oni so dejansko komponirali in so točno vedeli, kateri efekt želijo doseči pri ljudeh, ki bodo njihovo glasbo poslušali. Ne.
In to je res izjemno zanimivo, zdaj bi jaz lahko o tem veliko predavala, ampak ne bomo se preveč To spuščali. ne bomo končali nikoli, ja, ker je strašno zanimivo. Kaj bi rada omenila, ne? Ja. Obstaja en točno določen interval, ki se mu reče tritonus oziroma zvečana kvarta, Okej. ki je izjemno neprijeten za naše uho in oni so ga uporabljali v tistih časih ravno za izražanje jeze, smrti, žalosti, takih travmatičnih dogodkov in še dan danes ne, je to neko tako znano dejstvo in še ena zanimivost, ne, imenuje se tudi hudič v glasbi. Daj, nehaj. Tako da, ja. Saj mislim, dobro, zdaj je to malo bolj po kmečku, ampak vseeno, vse v filmih, ne? Ja. Točno vidiš, ko je kakšna scena, ko je napeto, je ta napeta glasba, ko je kaj žalostno, je žalostna glasba, ko se veselijo, je Točno. spet čist nekaj drugega. Ja, ja. Če, recimo Jaws, ne, kako so čeljuste, kako se Čeli- temu ja, reče, ne? Jaws je Prav, ko tak, ja, slišiš ja. to peri, Ljubim ta film. peri. Ja, ja, to moraš biti, ja. Pač vidiš onega morskega psa tam. Čutiš to točno tako, ne, samo Ja. vidiš, čutiš se, Ja. to celo izkušnjo imaš, In če ne. bi vzel glasbo stran, absolutno nobenega. Brez veze, točno Ljudje bi tako, se smejali. brez zvoka, brez tega, Ja. se strinjam. Ja. Okej, zdaj omenila si magisterij, ta je že torej tretji po vrsto, tako da zgleda to res tvoja smer, tu si se našla, ne. Ja. Vem pa jaz, da imaš ti eno magistersko, torej odprej, eden izmed tvojih magisterijev je bil meni zelo zanimiv, ki je bil pa tudi na temo neke hipnoze. Ja. Lahko mogoče kaj več o tem izdaš, s čim si se tu ukvarjala? Lahko, seveda. Ja. Torej, jaz sem tisto leto, ko sem morala pisati svojo magistersko nalogo, sem učila petje, sem imela en razred in v bistvu v tem razredu ne, sem imela enih par učencev, ki so imeli res izjemno velike izzive z tremo, ne, Ja. s strahom pred nastopanjem. In glede na to, da sem se jaz zraven petja ne, veliko ukvarjala tudi z hipnozami in s takimi stvarmi, sem rekla, ok, mogoče bi pa jaz lahko povezala ne, ti dve znanji ali pa ti dve področji, ki jih imam in naredila en eksperiment, da vidim, če lahko hipnoza kot taka ne, koristi mojim učencem pri tem, da premagajo oziroma obvladujejo ta strah, ne, ki so ga Tremo, imeli. ja. Tako. In jaz sem pač takrat napisala itak teoretični del, ne, to vse je lepo, super, fajn. In potem smo naredili en eksperiment Ja. z 11 učenci, če se ne motim. In v bistvu sem jaz šla delati celo to zgodbo, predvsem zaradi enega učenca, ki je bil res je zelo trpel zaradi treme. Ne. Ja. In v bistvu smo na to naredili tako, da je eksperiment kot tak, oziroma hipnotizer, če se izrazimo tako, ne, je bil v tistem trenutku moj ata, Ja. ker jaz nisem smela zaradi raznih protokolov, raziskave in tako naprej. In mi smo naredili en poizkus, da so učenci enkrat odpeli neko pač svojo skladbico v budnem stanju, rečemo temu tako, Ja. in potem smo jih z različnimi tehnikami ne, spravili v stanje torej, hipnoze, Hipnoze. stanje transa in tako naprej. In potem so odpeli zadevo še enkrat. Ne. In ne moreš verjeti, kakšna razlika je bila. Je treba ne, omeniti, da predvsem pri tistih učencih, ki so imeli res velik strah, ne, Ja. je bil efekt izjemen. Drugače, človek je izgledal drugače, to je res nekaj neverjetnega. Ne? Pa tudi glas, Ja. to se je kar odpiralo, ker ni bilo več nekih težav tehničnih in ne vem, če Brez tistih nekih Tako da, ja. kalupov, v bistvu, katere se spravimo, ko imamo tremo, ko nas je Ja. sram, pa ne upamo. Ne? Da se spomnim, da smo prav vsi imeli kurjo kožo v publiki. No, eto, ja. Izjemno, res. Zelo zanimivo. Ne? Se ni Ja. čudno, pol, da delaš še en magisterij, ne? Ko se imaš tako fajn. Skoraj ne moreš ko jih nehati, pišeš, ne. Ja, zanimivo, zelo. Ja. Ok, midve smo zdaj predvsej tem obdelale, prej smo že malo omenile frekvence, vsi tudi vemo, da različne frekvence obstajajo. Pa dajmo zdaj mogoče midve nekaj teh najpomembnejših naštet, ne vem, tole 432 Hz poznamo, je nekako znana, ampak še cel spekter jih je, pa me zanima, katere so in čemu služijo, ali kako se naj izrazim. No? Okay. Ja. Torej, ja, v bistvu zdaj o tem, o čem ti govoriš, govoriva o solfeggio frekvencah. Ne? Solfeggio. Tako, solfeggio Ok. frekvencah. 432 v teoriji ni ena izmed njih, bom pa potem razložila, zakaj je v bistvu tudi ta zelo učinkovita in zelo Okej, dobrodošla okej. ne, za nas. Ja. Zdaj, če spet bom dala čist kratek uvod v zgodovino. Ne. V bistvu po nekaterih pričanjih, to zdaj spet ni 100% dokazano, ampak so pa take zanimive anekdote. Ne. Ja. Že v srednjem veku je en gospod, ki se je imenoval Guido d'Arezzo, izumil solmizacijski sistem. Solmizacijski sistem, Tako. kakšne besede, ja. Ja, okay. To pomeni, ne, da je on v bistvu določil 6 imen za 6 različnih tonov. In on je to naredil zato, da so se ljudje lažje zapomnili, da so se lažje učili pet. Ja. Ne, ker takrat so bili časi gregorijanskih napevov in tega je bilo na milijone. Ja. So pač rabili neki sistem, da so si lahko to zapomnili. Okej, ne. In poenostavitev. teh 6 not ne, je bilo ud, re, mi, fa, sol, la.
Zakaj ti jaz to razlagam? Zato, ker naj bi te solfeggio frekvence izhajale od tam. Torej, da je imel vsak ton, vsaka nota, ne, svojo določeno frekvenco. Potem se je to malo porazgubilo in v 20. stoletju so to začeli spet malo na novo raziskovati in danes jih imamo v bistvu teh solfeggio frekvenc 9. Ja. Zdaj pa bomo mi dve kar našteli. Gremo kar našteti pa povedati direktno tako. Zakaj zdaj vse je, ne? Ja. Ja bom zdaj to malo polistala, Seveda. številke. Včasih človek malo mora pokukati, ne? Tako, edino pravilno. Tako da ja, evo, Okej. začnemo kar pri prvi frekvenci. Ja. Prva frekvenca je 174 Hz. Ja. In ta frekvenca deluje v bistvu kot en naravni anestetik. Torej, kaj lahko naredi, ne? Lahko nas podpira pri tem, da se nekako rešimo ali pa da si lajšamo bolečine. Zdaj so lahko to fizične bolečine, ne, v telesu, Ja. lahko so pa tudi kakšne energetske, mentalne, kakršnekoli tovrstne Ja. bolečine. In zraven tega nam lahko daje tak en občutek varnosti. Je tako ena Ja. zelo prijetna frekvenca. Ne? Okej. Potem imamo drugo frekvenco, ki je 285 Hz in ta frekvenca spodbuja regeneracijo. Kar pomeni recimo, da če si se poškodovala, ne vem, si zvila nogo, kakorkoli, ti lahko to zelo koristi, da ti v bistvu, da te previbrira, če malo po domače povemo, in ti v bistvu pomaga pri regeneraciji. Ne? Potem imamo najno tretjo frekvenco, ki je 396 Hz in ta frekvenca nam lahko pomaga pri sproščanju občutka krivde in strahu. Ja. Torej, če si kdaj v nekem krču, ne, pa kakorkoli, si daš neko skladbo z to frekvenco in se lahko zadeva hitro olajša. Si Ja. lahko na tak način sam pomagaš in seveda posledično je tudi zelo koristna za odpravljanje podzavestnih blokad. Potem pridemo do najne četrte frekvence, ki je 417 Hz in ta nam v bistvu nas lahko zelo dobro podpre, ko moramo sprejemati neke odločitve, ki nas potem vodijo do sprememb. Ja. Torej, ko ne veš, ne, točno se veš, vsi smo že bili kdaj, ne? Seveda. V neki taki situaciji pa nisi zdaj, ne veš, ali bi ali ne bi, ne? To je lahko recimo Te opogumi, te absolutno požene. Tako, Ja. dobra spodbuda in pa tudi pomaga pri raztapljanju negativnih vzorcev in Ja. raznih omejujočih prepričanj. Tada recimo, ne, če pač greš nekam na nek pogovor, kakorkoli na terapijo, kakorkoli želiš to imenovati in delaš mogoče na odpravljanju teh negativnih miselnih vzorcev, ti je lahko to doma potem super podpora. Ne? Sigurno. V tem primeru. Ja. Potem pa prideva do naslednje frekvence, ki je ena taka zelo lepa frekvenca. Okay, to vidim, da imaš rada, ja. Vidiš, kako Ja, takoj. je pa 528, Okej. to je pa frekvenca ljubezni. Ne? Ta frekvenca pa nas lahko podpre pri tem, da si uravnovešimo ali pa odpremo srčno čakro. Ja. In druga zanimiva stvar je, da nam lahko pomaga pri regeneraciji DNK. Ta je res taka ena posebna Kaj si ti frekvenca. naredila? Ja. Potem imamo naslednjo, 639 Hz, ki je za odnose. Torej, ta krepi povezanost in tudi izboljšuje komunikacijo med seboj, ne? In valjda se potem posledično tudi izboljšujejo odnosi, zdaj pa lahko je to odnos s samim sabo ali pa odnos z vsemi ostalimi, ki jih pač Ja. imaš okoli sebe. Potem naslednja je 741 Hz in ta je ena taka čistilna frekvenca, Okej. rečemo temu tako, ki nas lahko podpre pri detoksu, ne, oziroma pri razstrupljanju našega telesa, ker dejansko vpliva na celice, ne, na čisti celice. Ne. In potem posledično, kaj se lahko zgodi, je, da nam je veliko lažje povedati resnico. Veš, dostikrat se nam nalagajo stvari, ne, pa nalagajo, pa ne upaš, pa ne moreš, pa ne, kakorkoli. In to je lahko recimo taka dobra podpora. Jaz ne morem Kar se verjeti, tiče koliko tega. področji si ti zajela zdaj, ne? Mislim, ti si Izjemno, cel ja. spekter. Veliko je tega in še bi lahko naštevala. Jaz sem zdaj v Ja. bistvu res samo take, kako bi rekla, najbolj pomembne, pa Ključne, neke najbolj, ja. meni najbolj zanimive tudi Ključne zajela. si izpostavila. To je ta Tako. seznam teh Ena še je, Aha, ena še aha. nam manjka. Zadnja je 852 Hz. Ja. Ta pa nam lahko aktivira torej to povezavo z višjim jazom in aktivira nam tudi intuicijo. Tada ta je odlična, če se kdaj spravimo recimo meditirati Ja. ali pa v kakršnokoli v bistvu delo na sebi, duhovno, Da smo karkoli. malo mogoče izgubljeni, Tako, tudi. pa se s pomočjo tega intuicijo prebudimo, ker tako se najdemo. Ne? Ja, točno tako. Res, mislim, zelo zanimive stvari. Se pravim, poznam jogo, poznam delo na sebi, ogromno teh knjig sem tudi prebrala, glasbe, pa zvokov, pa frekvenc, pa na tem nivoju nikoli nisem razdelala. Ampak me je pa vedno vleklo k temu, no, se pravim, zelo zanimivo mi je to. Sploh zdaj,
tako farmacija. Ja, brezstranskih učinkov. Brezstranskih, jih ni, ne? Ne. Dobra volja ali pa slaba, če želiš, ne? Ja. Če greš v one Če frekvence. se želiš malo v slabo voljo spraviti, absolutno. Samo včasih se pa še tudi malo žalosti predati, ne? Ja. Za kakšne pol ure, da si daš duška, Res ko je. se pa dvigneš za 528, ali koliko je tista ljubezni, ne? Tako, dobro, če si zapomnila. Ja, ker si jo tako udarila, ja, tako. Vrhunsko. Ne, zelo zanimive stvari, no, mislim, da po glavi mi gre marsikaj, razmišljam tudi o tem, kakšna glasba se v trgovinah vrti, naprimer, ko hodimo. Zakaj ni mogoče to malo bolj stimulirano v neko smer, ali je že, pa mi ne opazimo, je, ne? Glih sem včeraj bila v Šparu, pa sem poslušala, so imeli en taki smooth jazz, taki umirjen Ja, jazz. ja. In to je bilo prvič, da sem jaz v Šparu, Samo karkoli takega metala slišala. v voziček, račun pa Prav, taki dol. Prav, tada jaz mislim, da že delajo na tem. No. Ja, mogli bi, da ja. no, Ja. sigurno, ne, ker je nekaj na tem, ne. Meni Ja. tudi vožnja, naprimer, mi fajn mine, ko fajn vibrira muzika na glas, ne, pa grem, meni 2 uri mine tako nič, no. Tako je, ne. Ja. Včasih 3, no, glede na stanje, ne, sem pač koliko je, ne. Ja. Ok, dobro, malo smo zdaj skrenile, ampak se pravim, zanimiva stvar je res to. Jaz mislim, da tudi tisti, ki si bojo to oddajo ogledali, jih bo potegnilo notno, ker je res zanimive stvari so. Škoda, da nas tega že v osnovni šoli ne naučijo, čisto tako. Ja, žal ne, žal ne. Je pa res, ko enkrat to začneš raziskovati, je samo vleče. Vem, ker komaj čakam, da pridem za računalnik, da grem v globino. Vidiš, Ja, te je tako, že potegnilo. Imam pa še eno vprašanje, zdaj sicer Schumannova resonanca. Čakaj, 7,83 Hz. Zakaj je tako pomembna? Jaz vem, da te moram to vprašati, pa ne vem zakaj. Zdaj ti bom jaz razložila. Ajde. Nič se ne sekiraj. Okay. Schumannova resonanca je v bistvu zato tako pomembna, ker je to en srčni utrip Zemlje. Ja. Zdaj, če spet pogledamo malo strokovne plati, to je v bistvu elektromagnetno oziroma elektrovalovanje, ne? Ki v bistvu nastane ob udaru strele. Torej, strela udari in potem nastane to valovanje med zemeljsko površino in med ionosfero. Ne? Ionosfera je zgornja plast atmosfere, ki je navita z elektroni. In ta val oziroma to valovanje ima frekvenco 7,83 Hz. In zato temu rečemo, da je to v bistvu kot en srčni utrip Zemlje, kot ena osnovna frekvenca, ki jo naš planet ima. Ja. Ne? In zdaj, zato se toliko priporoča, pa zato se toliko govori o nekem prizemljevanju. Ne? Zato je treba hoditi bos, zato je treba iti na naravo, zato je treba objemati drevesa. Ne? Zakaj? Zato, ker mi te frekvence ne slišimo. Mi to lahko samo začutimo, ker je ta frekvenca izven našega slušnega spektra, o katerem smo govorili na začetku. Ne? Ja. Zdaj pa tukaj pride v igro tista frekvenca, ki si jo mislim, da omenila pred parimi minutkami, ki je 432. Tako, ja. In to 432 povezujejo z Schumannovo frekvenco, zato ker v bistvu 432 je večkratnik 7,83. Ja, sem vedela se, takoj. In ima v bistvu za osnovo, bi lahko temu rekli skoraj, ne, to Schumanovo resonanco. Ja. In zato je toliko močna kot Multiplicirana. ena univerzalna frekvenca, ki v bistvu nas lahko harmonizira. Zdaj pa naj se vsi vemo, živimo v nekih takih časih, da nismo glih v redu v stiku z naravo, ne hodimo bosi, veliko betona nas obdaja, razni, ne vem, telefoni, računalniki, Wi-Fi, karkoli, ne, ki v bistvu vse nam oddajajo neke frekvence, ki na nas ne vplivajo glih ful. In zato je še toliko bolj pomembno, da si res vzamemo nekih par minut za sebe, zdaj to enkrat na dan, enkrat na teden, jaz se v to ne bom spuščala, ampak da si res privoščimo nek taki zvočni tretma, da se lahko sprostimo in pridemo nazaj sami k sebi. To, kar se v bistvu, se mi zdi zadnjih 20 let ogromno tudi o tem govori, da smo se na nek način izgubili v vsem tem znanju, pa v vseh teh, ne nazadnje tudi materijah, ne? Čevlji, oblačila, beton, avto, nekaj mora vedno biti vmes, nikoli nismo mi direkt, ne? Kaj pa tisti, ki so direkt, naprimer živali? Kaj to pri njih funkcionira? Ja, živali pa izjemno močno tudi občutijo frekvence, ne? Zdaj, če pogledava, predvsem, recimo je zanimivo, ne, da imajo živali itak veliko širši slušni spekter, ne, kot jih imamo ljudje. Če pogledamo kužke, recimo, ne, so nekje okrog 60.000 hercov, mucice celo malo več, 65. Da pa se ne pogovarjamo o delfinih, recimo, ne, ki pa imajo v bistvu spekter do 150.000 hercov. Ne. In tudi pri delfinih je recimo zelo zanimivo, da na teh frekvencah oni oddajajo lokacijo. Ne. Oni sami med seboj komunicirajo, kje zdaj oni so. GPS. Na ravni GPS. In pa tudi imajo med sabo komunikacijo, ki je izjemno kompleksna. Ja. Si gledala Avatar? Seveda, ljubim ga. Okay. No, odlično.
Kiti recimo, ne, so pa nasprotje. Kiti pa komunicirajo med seboj z infrafrekvencami, torej z zelo nizkimi frekvencami. Ja. Mi tako ne slišimo, ne? Ja. In če se spomniš, če si gledala, mislim, da je bil zadnji del Avatarja, ne? Ja. Na kake razdalje so oni komunicirali Ja. med sabo, ne? Ja. Ti kiti. Noro, mislim, noro Izjemno, je res to lahko ja. na tisoče kilometrov potuje, ne. Tako da, kar se živali tiče, absolutno ima zvok oziroma glasba močan vpliv na njih. Zdaj, če hočemo pogledati, spet malo bolj iz znanstvenega vidika, ne, kravice. Na kravah so delali veliko poizkusov, ne, Ja. za to zvočno terapijo. Leta 2001, če se ne motim, na eni ameriški univerzi so izvedli to neko raziskavo, ne, kjer so imeli dve skupini kravic. Ja. In eni skupini kravic so oni predvajali glasbo, klasično glasbo, Ja. Mozarta, ne, pa take stvari, in drugi skupini kravic nič. Okay. In potem čez nekaj časa, to so bile krave mlekarice, ne, čez nekaj časa so ugotovili, da v bistvu te krave mlekarice, ki so bile izpostavljene klasični glasbi, so imele več mleka in pa bolj kvalitetno mleko. Tako. In videlo se jim je, da so bile tudi v bistvu nekako bolj Nasmejane kravice, ja. bolj srečne. In zelo podobne raziskave so pol izvedli itak še po večjih kmetijah po svetu in tako naprej. In so ugotovili, da ima zelo podoben vpliv tudi na druge živali, recimo na perutnino, na govedino, na prašiče in da predvsem tudi znižuje oziroma zmanjšuje stres. Viš, na eni od takih farm sem, oziroma na dveh sem bila, ena pri govedini, ko vem, da krave masirajo, imajo zvočne terapije, torej imajo v štalah, prav glasbo poslušajo, tudi zunaj jim jo dajo. Dobro, ne bom zdaj rekla, da so se krave smejale, ampak krave so bile videti zelo lepo, zelo negovano, zadovoljno, dobesedno mirna žival enostavno, ne. Pri pujsih pa vem, da so mi razlagali, da jih prav masirajo in da oni imajo tudi, ko grejo zvečer spat, imajo prav posebno glasbo, da jih lepo zaziba v spanec, ker je pol pršut toliko boljši. Mislim, ja, no, ampak je nekaj na tem, ne? Ja, pa veš zakaj? Raziskave so pokazale tudi, da je v bistvu najbolj primerna glasba, ne, za take stvari tista, ki je blizu našemu utripu srca. Torej, ki ima nekje med 60 in 100 utripov na minuto, ne. Zanimivo. Dobro, to imam zdaj spet en primer, mogoče iz svoje nosečnosti oziroma potem dalje, ko sem imela dojenčka, pa potem drugega, no. Ta beli šum. To je en zvok, ki otroke strašno pomirja. Drugi je bil pri nas sesalec, tretji pa avto, ne. Ko ni šlo spat, najprej sem imela to napravo z belim šumom, pa sem jo vklopila, če ni delovalo, sem začela sesati ali pa vsaj vklopila sesalec. Zadnja faza je potem bil avto, ker so vibracije pa ta brum, ne, pomagali, ne vem, otroke uspavati. Nisem edina, ne. Absolutno je. To sesalcem je, mislim, kar splošno znano. Ja, laufa enostavno. To so frekvence, ne. Napa tudi, ja, seveda napa tudi. Si ti zelo zanimivo. Okej, tako da zvok dejansko vpliva na naše možgane, na našo zavedanje, na naša čustva. Absolutno. Ja, še mogoče kakšna beseda o tej temi, ta alfa stanja, teta stanja, o tem sem tudi ogromno prebrala, mi je tudi strašno zanimivo, na kak način se spraviti mogoče v kako tako stanje. Okej, dajva pogledati, ne, kak zvok sploh pride, ne, do naših možganov in kaj se pol tu noter zgodi, pa bomo potem na koncu še omenili te možganske valove. Torej, v bistvu, kaj se zgodi, ne, zvok kot neko mehansko nihanje, pride pač v naš slušni sistem in potem se v polžku, ne, to spremeni v električne signale. In ti signali potem se razprešijo po možganih in tu se zgodi to, kaj sem prej govorila, da se aktivira ogromno enih centrov, ne, možganskih. In za dojemanje glasbe oziroma za to, da ima glasba taki efekt na nas, kot ga ima, je predvsem odgovoren ta naš limbični sistem, ne. Limbični sistem je sestavljen zdaj iz veliko komponent, ki jih ne bova imenovali danes, bom pa izpostavila 3, zato ker so v bistvu ključnega pomena pri tem, zakaj glasba tako močno vpliva na nas, ne. Torej, prvi je hipokampus, ki je odgovoren za spomin, za učenje, zato se zgodi, da dostikrat se spomniš nečesa, ne, v neki glasbi, pa zato dostikrat tudi hočejo, ne, ampak ti priporočajo, ne vem, poslušaj to pa to frekvenco za lažjo koncentracijo, za boljši spomin in tako naprej, ne. In pa tudi za prostor, da imaš občutek za prostor, ne, prostorsko orientacijo. Potem imamo amigdalo, ki je v bistvu, ona uravnava človekov odziv na nevarnost, pa tudi, ne, spomin in čustva in tako naprej. In potem zadnji, ta pomembni člen je pa hipotalamus, ki pa uravnava hormone in pa tudi čustva, ne. In zdaj, če pogledamo hormone, ziher si tudi že kaj slišala o tem, ne, hormoni se pri poslušanju take prijetne glasbe, ne, se ful enih stvari začne sproščati. Recimo en taki hormon, ne, ki je pomemben za dobro počutje, je dopamin.
To Ja, je dokazano, ja. da se dopamin sprošča, torej da je to neki hormon užitka in nagrade, ne. Potem se sprošča, ne vem, oksitocin recimo za ljubezen, endorfini za boljše počutje, za več energije, serotonin za srečo, znižuje se nivo kortizola, kar je zelo pomembno, ne, da se nam znižuje tudi stres, naš nivo stresa, in pa tudi za spanec, ne, ker smo že tolikokrat govorili danes o tem, melatonin. Melatonin se sprošča. Ne. Zdaj, kar se pa tiče možganskih valov in teh naših alfa, beta, teta in tako naprej, stanj, absolutno glasba lahko vpliva tudi direktno na naše možganske valove, torej nam lahko spremeni frekvenco, hitrost, ne, vibracije. In zdaj recimo, če smo mi pod stresom, smo ponavadi v beta stanju, ne. To je eno stanje, kjer smo mi budni, takrat, ko smo aktivni in pač stres, ne vemo, ne. Nisi okej, vsakdanjik, ne. In potem si daš neko frekvenco, ki ti te možganske valove umirja, ne, in potem lahko preideš iz beta v alfa stanje in alfa stanje je pa potem tisto bolj sproščeno, bolj umirjeno, sicer si še vedno buden, si pa bolj tak na easy, ne. Ja, to stres počasi gre stran, ne. Da v bistvu si lahko ti menjaš voljo, situacijo, trenutno stanje, zgolj s tem, kar slišiš. Ne rabiš nič drugega zraven početi, besed nekih ponavljati. Dobro, verjetno pripomore, ne, ampak... Seveda, saj veš, različni ljudje smo dovzetni za različne stvari tudi, ne. Da ni zdaj enega univerzalnega recepta, ki bo funkcioniral za vse na tem svetu, ampak frekvence absolutno so ena taka stvar, da se res lahko vsedeš, prepustiš par minutk in greš naprej potem v drugačnem stanju. Seveda se nenazadnje je to zvok, to je nekaj, kar je povsod. Ustvarja vibracijo, sliši se, zazna se. Ja, absolutno. Zelo zanimivo, no. Jaz sem navdušena, dragi gledalci, jaz upam, da je tudi vam ta prispevek, torej ta oddaja bila zanimiva. Laura, res si se, mislim, vidi se, da imaš globoko znanje na to tematiko in fajn je slišati, no, da ni nekaj samo v naših glavah, pa da si nekaj predstavljamo, ampak da je dejansko raziskano in znanstveno podkovano, da so te informacije, da to drži enostavno. Frekvence, zvok, zdravi, brez stranskih učinkov in samo s pomočjo tega, da se naravnamo na pravo, se lahko dvignemo, ne, pravo frekvenco, pa smo potem na isti valovni dolžini, ne. Okej, bravo, super. Okej, zdaj ta oddaja je bila za vas, za nas kot ena masaža, sicer ne hrbta, ampak bolj naše duše. Danes oddaje ne boste zapustili z novo blazino, ampak z novo frekvenco, kar je po najinem mnenju pomembneje. Zvok ni samo to, kar slišimo, zvok je v bistvu to, kar smo. Lepa hvala za pozornost, hvala tebi, Laura, za obisk in vso to znanje, ki si ga z nami delila in, dragi gledalci, gledalke, ostanite v harmoniji.